Pozdravljeni v avtomobilnosti. To, da je kolesarstvo v velikem vzponu tudi v Sloveniji, je še eden od pokazateljev, da se uvrščamo med razvitejše države v Evropi. Ne samo zaradi športno-rekreativnega kolesarjenja, ampak tudi zaradi urbanega kolesarjenja. Eno in drugo govori, da kolesarstvo razumemo tako, kot se v sodobnih družbah razume. In če so v začetku bili v porasti tisti gorski kolesarji, smo kmalu opazili, da so začele kolesariti družine, da smo začeli kolesariti v službo in tudi cestno kolesarstvo je začelo dobivati ne samo ta profesionalnih pripadnikov, ki so jih že prej imeli, ampak tudi rekreativce. Pa električna kolesa, o katerih smo že govorili in prihajajo popolnoma v drugačni obliki, tako v rekreativno kot v urbano kolesarjenje. Enih in drugih je torej več. Infrastruktura pa je taka, kakršna je. In gradila se je v letih, ko se ni predvidevalo, da bo kolo še kdaj igral tako zelo pomembno vlogo v mobilnosti nasploh. In ko gledamo, kam kolo postaviti v tem infrastrukturnem prometnem okolju, ga seveda moramo postaviti na cesto, kamor sodi. Je tako hiter, da sodi med sobivanje z ostalimi motornimi vozili. Te situacije bomo preverili v oddaji in ugotovili, da se vse skupaj da zelo lepo, mirno in brez prevelikega stresa rešiti, če smo samo malo bolj ovidevni drug do drugega. Današnja zgodba je torej široka približno 3 metre, toliko kot povprečen vozni pas. Na njem sobivamo številni različni uporabniki. Poleg avtomobilistov še tovornjakarji, avtobusarji, traktoristi, ki sploh niso več tako počasni, pa tudi številni vozniki, ki s svojimi ozkimi prevoznimi sredstvi zavzemajo samo majhen delež teh 3 metrov. Torej motoristi, ti so ponavadi prehitri, da bi bila ob srečanju z njimi prva misel prehitevanje, in pa kolesarji. Slednji so počasnejši, največ 25 km/h se smejo voziti, zato jih vozniki navadno takoj želimo prehiteti. In ker so kolesarji s svojim dvokolesom široki komaj kakšnega pol metra, se nam za volanom avtomobila to zdi sila enostavno in neproblematično početje. V vsakršni situaciji na cesti, celo takšni, ki ji pravimo prehitevanje v škarje. Povsem drugače se počutimo, ko sedemo na kolesarski sedež in primamo za krmilo. Takrat se redno jezimo na avtomobiliste, le zakaj nas morajo prehitevati tako zelo na tesno, zakaj nas morajo spravljati v strah, žal vse prepogosto celo v resnično smrtno nevarnost. Večinoma gre pri tesnem prehitevanju zgolj za slabo perspektivo, žal pa kdaj tudi za jezo in nagajanje. To slednje je sploh posledica dejstva, da smo kolesarji in avtomobilisti drug z drugim nezadovoljni. Največkrat je temu tako tudi zaradi pogoste prakse pri skupinskem kolesarjenju. Pogosto se namreč kolesarji vozijo vštric in ne drug za drugim v ravni vrsti. Kako je prav, je v Sloveniji jasno opredeljeno. Skupina kolesarjev se mora voziti v koloni. Pika. Pa vendar se o smiselnosti tega določila mnenja zelo krešejo. Tudi zaradi izkušenj iz tujine. V marsikateri severni sosedi se kolesarji namreč smejo voziti v vštric. Naše ceste so pač takšne, kakršne so in pač treba vklopiti ne samo razum, ampak tudi strpnost. S strpnostjo se torej vrnimo k prehitevanju. Italijani recimo imajo celo v zakonu določeno, da mora avtomobilist kolesarja prehiteti na oddaljenosti najmanj meter, na podeželju celo s poldrugim metrom razdalje do krmila. V praksi naj prehitevanje torej ne izgleda tako, kot smo v nadzorovanih okoliščinah posneli skupaj s pogumneži iz največjega slovenskega kolesarskega kluba. Naše poslanstvo kluba je širše kot samo tekmovalna naravnanost in športni rezultati. Prepričani smo, da tudi za temi kolesarji oblikujemo kulturo strpnosti v prometu. In te funkcije, te vloge, ko si kolesar, ko si motorist ali ko si šofer v avtomobilu, je treba ozaveščati maksimalno. Kaj pa vi oziroma vaši kolesarji pričakujete od nas voznikov oziroma od drugih udeležencev v prometu? Težko rekla, da sploh kaj pričakujemo drugega kot spoštovanje in razumevanje, da če si udeleženec v prometu, na kolesu si najbolj ranljiv. Proizvajalci vozil dajejo ogromno pozornosti na varnost potnikov v vozilu, voznikov, tudi pešcev, ampak samo vozniki pa smo tisti, ki lahko prispevamo k večji prometni varnosti vseh udeležencev v prometu. In naše podjetje je s kolesarstvom povezano dolga leta in
Nekako bi želela apelirati tudi letos vsakič znova na voznike, da na naše ceste s svojim ravnanjem prinesejo več razumevanja, več strpnosti in posledično več varnosti. Ko z avtom prehitevamo kolesarja, naredimo prostor. Še bolje je, če prostor na cesti najdemo skupaj. Danes smo v avtomobilnosti govorili o enem načinu oziroma eni obliki sobivanja na naših cestah. Če se spomnite, smo v preteklosti tudi govorili, kako se v pešconah recimo srečujejo kolesarji in pešci in kako neprijetni so trki tam. Ne samo neprijetni. Pravzaprav je zanimivo, kako smo kot kolesarji do pešcev, ki so počasnejši v conah, pešconah, kjer se sploh ne bi smeli vozili, ali pa recimo tam, kjer je najvišja hitrost kolesarjenja dovoljena z 5 km/h, kako smo takrat pravzaprav mi nevarni pešcem, o tem smo takrat govorili in kako hudi so lahko trki. In zdaj, ko smo kolesarji, smo seveda mi šibkejši člen in to, kar smo danes hoteli opozoriti, je, da pravzaprav kako hitro postanemo popolnoma drugačni, ko smo pešci, kolesarji ali avtomobilisti. V resnici smo pa lahko v vseh vlogah vsi. Kako hitro menjamo kožo. Če smo na kolesu, se vedno jezimo na avtomobil, ki vozi preblizu nam. Ko smo pa v avtomobilu, pa vedno kar po gasu in se sploh ne umaknemo, pa naj gre še nekdo nasproti in gredo tukaj res za majhne razdalje do samega kolesarja, kar pa je res nevarno. Predvsem pa naše sporočilo je, tako velika cesta je lahko dovolj za sobivanje. In še 4-krat širša cesta ne more biti dovolj, če smo agresivni. Potrebno je samo razumevanje in kar današnji prispevek, upam, dovolj nazorno pokaže, tudi z grafičnimi prijemi, dovolj je samo upoštevati ostale, poskrbeti za šibkejši člen. Ko smo kolesarji v pešconi na pešce, ko smo avtomobilisti na kolesarje in ko smo motoristi na vse. Imejte se radi.